Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam dečku po imenu Eman, ki vsak večer z nasmehom na obrazu rad prisluhne pravljicam pred spanjem. Najlepša hvala. In ker Eman naravnost obožuje dinozavre, velike, mogočne, skrivnostne in čisto posebne, je pred nami zelo zanimiva zgodba. Spoznali bomo deklico Elizo, ki si za rojstni dan zaželi prav posebno darilo. Takšno, ki ni ne igrača in ne plišasta žival. Eliza je s svojima staršema obiskala nenavadno trgovino, polno domišljije. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za Emana z naslovom Trgovina z dinozavri. Eliza je bila nenavaden otrok. Nekateri so ji rekli kar neubogljivka, drugi pa divjakinja. Ni ji bilo všeč, da je morala ob določeni uri v posteljo. Ni marala brokolija ali pravil. Ni hotela pospravljati za seboj ali hoditi v šolo. Zato ni nikogar presenetilo, ko je na svoj rojstni dan zahtevala: Mamica, očka, zdaj, ko sem stara 4 leta, želim, da mi kupita živega dinozavra. Njena starša nista bila navdušena, to je treba povedati. Želela sta si, da bi jo Eliza prosila za zajčka. Vendar sta zatajila svoje strahove in si nadela brezskrben obraz. Gremo, je rekla mama. Vem, kje ga bomo našli. Hura, hura, je bila navdušena Eliza. In so odšli na vlak ob 10:20 uri. Potem so pohiteli s postaje vse do velikanskih vhodnih vrat, na katerih je pisalo Trgovina z dinozavri. Pozvonili so. Vrata so se na široko odprla in Eliza je pogumno stopila naprej. Najprej jih je pozdravil mož v dolgem žametnem plašču. Ko si je privihal brke, je z nasmehom dejal: Gospod Markun vam je na voljo. Dobrodošli, dragi moji. Naj vam ne bo neprijetno. Pojdite z menoj na čudovito potovanje po trgovini dinozavrov. Slavnostno je odgrnil zaveso. Nevarni in velikanski, je rekel ponosno. Od videnega se vam bo kar vrtelo v glavi. Ste pripravljeni, dragi prijatelji? Potem pa začnimo. Imamo velike, luskaste, dinozavre s kljuni, pa majhne in puhaste. Mesojedce z ostrimi nazobčanimi zobmi in močnimi čeljustmi, pa raptorje z ostrimi kremplji. Čudovite hadrozavre v čredah, majhne teropode, ki se oglašajo kot ptice. Pleziozavre, ki se hranijo z ribami. Jam, spinozaver. Ogromne zavropode, ki raztegujejo svoje vratove, večje od hiš in so nežnejši od hišnih ljubljenčkov.
Amargazaure z mogočnim jadrom, velikanske diplodoke, ki udarjajo z repom. To sta ankilozaura, ki imata zaščitni oklep kot tank. Ona je Mimi, on pa Franki. Pameten, silovit troodon, ki stoji vso noč. In gospod tiranozaver, z ugrizom, ki drobi kosti. Gospod Markun se je obrnil k obiskovalcem. Njegov poklon in nasmešek sta izdajala, da je nad vse ponosen. In tako smo prišli do konca našega popotovanja. Čas je, da si izberete svojega dinozaura. Tedaj se je Eliza odločila, da odide. Hvala, je rekla. Moj odgovor je ne. Res sem uživala na tem popotovanju, vendar si nič več ne želim živega dinozaura. Gospod Markun je bil ves iz sebe. Samo čas sem zapravljal z vami. Elizini starši so presenečeno zapuščali trgovino gospoda Markuna. Eliza, zakaj si premislila? Ali si nisi želela dinozaura za hišnega ljubljenčka? Toda Eliza se je samo nasmehnila. Mislim, da bi bili srečnejši v divjini. Ja, pa še res je. Kako zanimiva in poučna pravljica. Spoznali smo, da so dinozauri zagotovo osupljivi. Vsak s svojimi posebnimi lastnostmi. Prav tako pa je deklica Eliza spoznala, da bi bili dinozauri srečnejši v divjini in moram priznati, da se kar strinjam z njo. Eman, tvoja radovednost, zanimanje in odprto srce so prava popotnica za vse prihodnje pustolovščine. Bodi si z dinozauri, knjigami ali sanjami. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Dobri dinozaver. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček Emanu in pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravličnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo, Eliza.